Lep pozdravček. Evo, v turnu zvoni, kar pomeni, da je ura 12 in je čas, da naredimo ta super krasen današnji live. Jaz se res ful veselim že današnjega druženja, pogovora. Upam res, da tudi bo dosti kakšnih takih interakcij, da dobim tudi z vaših strani noter. Aha, evo, super. Vidim, da Mateja tudi z mano. Skratka, evo, začnem. Vas lepo pozdravljam v današnjem liveu. Današnji live je prav tak poseben, ja, ker ima zelo tako lepo žensko energijo, lepo žensko tematiko, ja, in sicer naslov smo dali, da je menstruacija moja super moč. Da bi se vsaka ženska zavedala, da je menstruacija naša res super moč, verjetno bi v drugačnem svetu živeli, kakor živimo, in pa da bo vsaj malenkost danes drugačen, bom jaz v ta pogovor povabila seveda eno krasno žensko. To je Mateja, ki ima ogromno za povedati glede menstruacije, in sicer res ženska, ki je že z veliko, ja, srčna, res krasna sogovornica, krasne ideje ima, ampak predvsem je pa res ženska, ki je pionirka, ja, ki ni samo, meni je ful fajn govoriti o menstruaciji, pa rada govorim o menstruaciji, ampak ona ima pa res kaj za povedati. Tako da, tiste, ki me še ne poznaste, jaz sem Venet Jogan Klemše in sem holistična coachinja, sem skratka coachinja, mentorca za ženske, ki si želijo iti v življenju malček dlje, malček več narediti sebe in deluje na vseh področjih, na čustvenem, mentalnem, energijskem, fizičnem telesu, združujemo v to alkimijo, fuzijo, fusion, da naredimo najboljše, kar lahko iz našega življenja. Zdaj pa bom dodala jaz v današnji live še Matejo, ki mu jo bom uradno predstavila, samo da vidim, da bo povezalo. Pionirka rešitev na področju menstruacije in ustanoviteljica Lalicap menstrualne skodelice, ženska, ki se zavzema, da bi se res lahko dobro počutile vse ženske v času menstruacije, da bi se počutile svobodne, srečne, da bi nam bilo res fajn v tistem obdobju, ker je večina verjetno ne bila lih najbolj srečna v prvi menstruaciji, pa verjetno tiste najstniške menstruacije, ko nismo imeli toliko še nekih idej, nekih mogoče globih smislov, zakaj je menstruacija res tako dobra. Ok, zdaj bom povabila Matejo kar noter, da se mi pridruži. Ne vem, zakaj mi je sicer noče že sprijet, ampak ok. Vedno je nekaj tehnično. Vedno je. Poskusite še enkrat jo dodati. Mateja, poglej, če vem, da si tukaj, poglej, če ti še enkrat ponudi, da se dodaš v piše mi, da ne moreš se dodati, zakaj ne? Čakaj, poskus, morda smo prehitre, ker več hitro klikamo obe. Ok, bomo počakali, da bomo lahko Matejo dodali. Aha. Sem vedela. Evo ga. Oj, Mateja. Čau. Kako si? Kako smo lepo predstavila, no. Res hvala. Jaz tako doživljam, veš, pač to je moj pogled na te, tako da vem, ne, da imaš pač take zelo velike titule, bom temu rekla, ne, v smislu, pač res narejeno veliko stvar za nas ženske, ne, na področju menstruacije, ampak res si taka srčna, dobra ženska, da pač, mislim, to so tudi pomembne stvari, ne, ni samo na velike stvari, dejanja, ki naredimo v življenju, ne. Ja, res je, no, ful dobro, res hvala. Mi da se v bistvu dale na veliko platno, eno anketo na naš na Instagram profil, da se lahko uporablja anketo, kjer smo jih vprašali, kakšni miti in pa tabuji so v bistvu za njih najbolj med menstruacijo. In 75% je rekel, da je menstruacija umazana. Zanimivo. In 25% je pa rekel, da med menstruacijo ženske ne morejo opravljati določenih del. Vse ostalo je bilo pa kar malo prazno. Samo te dve opcije, zanimiv, ampak ja, bova mi to malo razblinile zdaj, ne? Bova. Tako tiste, ki mogoče še ne veste, drugače, če ste z nami, vem, da nekaj vas je z nami v živo, dajte nam napisati spodaj kakšen komentar, tako da vemo, da nas slišite za sigurno, da se ne mi, da pogovarjava same, ker mi da očitno vse slišva.
Ampak jaz in Mateja res ta live sta planirali res, koliko Mateja že več mesecev, se mi zdi, da ne se pogovarjava, da je to bi bila res nujna stvar za narediti, pa nujno se o tem pogovarjati. Ampak kar se je nekaj predstavljalo, pa očitno z razlogom, ne? Ker tista, ki ne ve, smo imeli zdaj ta teden en res krasen spletni ženski dogodek, ker Salamidža je tudi ena izmed gostiteljic, poleg Maše pa Nataše, in je bil dogodek res tako ženstveno obarvan v vseh spektrih, od oblačil smo predelali, samozavesti, menstruacije, ni da ni, tako res je bilo pač bogato. Pa ful so se odpirale tematike na področju menstruacije, ne Mateja? Je bilo kar zanimivo, da postavlja vprašanje, res še največ je bilo vprašanj z vidika menstruacije, pa smo rekli, ja pa če zdaj ni dalen čas, da mi da končno narediva zdaj ta live, ker so se pogovarjali, ne, pa res ne vem, kdaj bi bil, ne. Točno to. Tako da, če jaz lahko kar mal povem, ne, iz fizičnega vidika bom probala razbliniti, da menstruacija ni umazana. Zakaj? Ker imam tlele malo pripomočka, doma narejenega, in sicer vsi vemo, da so tole jajčniki, maternica in tukaj je maternični vrat. In ko se zgodi menstruacija, steče tukaj ven, čist mečka na bucika, ne, steče tale menstruacija oziroma v obliki krvi, steče čez ta maternični vrat. In ta menstruacija je definitivno sterilna in ne smrdi. In ne sme smrdeti. Če smrdi, pride verjetno lahko do kakšnega pH spremembe, a ne, in predvsem gre za kakšno bakterijsko vnetje. Kar je treba spet zdraviti. In to je super, da če imamo menstrualno skodelico recimo, pa nam slučajno zasmrdi, vemo, da ni kriva skodelica, ampak da je krivo vaginalno vnetje. In ga zdravimo. Nič hudega, vse v redu, imamo vse vzvode za to, da pozdravimo, ampak fajn je pa, da vemo, da ne sme smrdeti. Menstruacija smrdi šele, ko pride po temule dol, do ali vložka, ali hlačka, ali karkoli pa že imamo in se razkraja na svežem zraku, takrat pa pride do razkroja krvi in takrat pride do smradu. Ne? In seveda, ker je pač na vložku vse barve, vse vonja, vse imamo na vložku, zgleda vse skupaj, da je umazan. In zato se je treba tudi več umivati in tako naprej. In jaz mislim, da če gledamo menstruacijo iz tega vidika, je predvsem prvič, da je sterilna in drugič, da je to tako hranilna stvar, da lahko celo zalivamo rože z njo. Ali pa nekatere si celo naredijo masko, a ne za obraz, ker je to hranljiva. In iz tega vidika se mi zdi, da moramo to kri še bolj normalizirati. Ja. Pač kleje, ne, dejansko je, če pogledamo, če se vrežeš v prst, ne, ti ni to, ojoj, nekaj umazanga, ne, pač teče kri iz prsta, pač čista kri z nekim razlogom tam, ne, da začne da začne čistiti rano, ne. Isto pač pri menstruaciji, ne, se mi zdi, da se premalo zavedamo v bistvu prav ta pomen čiščenja, ne, kako imaš ti ta pogled na to čiščenje z vidika menstruacije? Lahko sam začnem tole mečkar mojo zgodbico, ker je super, jaz sem pač razvila menstrualno skodelico, edino največjo na svetu, lalika, sploh, ja, krasen. Ampak seveda, začel se je pa grozen. Ko sem bila mlada, je bilo to največji sram, gnev in obup, ker sem imela sama menstruacijo. In tako sem odraščala z nekim nujnim zlom. Pač res, želela sem si, da sploh ne bi postajala menstruacija. In ko sem prišla nekako do tega bistva srža in vsega, da sem si našla nekako rešitev, se je to kar malo razblinilo. Takrat sem se v bistvu osvobodila vseh teh strahov, okov in tako naprej, kar se tiče menstruacije. Pa ne samo na temu fizičnemu nivoju, ampak tudi na temu, da sem nekako svičala to, da je menstruacija, ko se res ko se gre, to ne samo na menstrualnem nivoju, mislim na temu primeru, to je v vseh primerih v življenju, ko se enkrat ozavestimo, da je nek problem in ga želimo rešiti z neko akcijo, potem se vse razblini, vse tisti naši strahovi in vsi problemi se razblinijo, glede zaradi tega, ker kaj? Če jaz prej rečem, menstruacija je bedna, nočem je imeti,
in potem switchnem to in rečem, čakaj malo, kaj pa če je menstruacija v bistvu super stvar, ker se telo ščisti, ne? In z drugega zornega kota pogledaš na stvar in rečeš, ja, zdaj pa komi čakam, da pride, ker vem, da se mi bo ta PMS sprostil in bo let it flow, a ne? In zato potem dejansko je ta mesečna čišča dobesedno čiščenje in tako in drugače. To se pa strinja, da je z več vidikov, ne, v bistvu se čistijo stvari, tudi verjetno vsaka pri sebi opazi, da v tistem obdobju, ko je menstruacija, smo res toliko bolj, v bistvu, toliko bolj zaznavamo neke stvari drugače, ne, tudi pri sebi, mogoče večkrat se osvetlijo neke stvari v času menstruacije, ki jih prej recimo ne vidimo pri sebi, ne. Zaradi tega, ker se čistijo v bistvu tudi vzorci, energijske stvari, ki nam ne služijo več pač v življenju, ne. Tako da je res zanimivo, da kako se reka, ko zamenjaš enkrat pogled na te stvari, ko obrneš v bistvu perspektivo, se popolnoma obrne tudi namen same menstruacije, recimo, ne. In če bi se to dogajalo, ko bi bile pač mlade punce, da nekdo toliko tabujev, pa toliko nekih v bistvu strahov glede te menstruacije, ne. Verjetno marsikatera od nas nima glih prijetne zgodbe o menstruaciji prvi, ne, oziroma vsaj tistih prvih začetnih menstruacijah. Jaz vem, da jaz se prve menstruacije sploh ne spomnim. Res, po mojem, se pravi, mogla biti toliko nekaj to grozno, da pač jaz sem tu mogla potlačiti, ker se sploh svoje prve menstruacije ne spomnim. Vem obdobja, vem, da vedno pač tisto prvo obdobje menstruacije, da mi je bilo vedno grozno, da sem imela ful bolečine, pa v bistvu tako, že tako sem med bolj poznimi dobila menstruacijo in mi je bilo vedno tako malo, nisem se počutila okej s to menstruacijo, ne. Tako da, z tega vidika, kakšno zgodbo imaš ti, mislim, da tudi se tako kar podobno, ne, teh bolečih menstruacij pa to recimo. Tudi na koncu PMS, a ne? PMS, zdaj to mene najbolj zdaj trenutno pesti, ker so takole valovi in včasih niti ne vem, da imam, pa me pol kdo spomne, ne? In ta, tudi PMS je treba, a ne? Si reči, ok, se bom minil, zdaj si bom res prvošla to čokolado, a ne? Ker res mi pripada. In točno to bi te jaz rada vprašala, ker ti tudi holistično delaš na tem hujšanju, a ne? Za ženske zelo pomaga ženskam, kako v bistvu na čustvenem nivoju si pomagajo pri zmanjšanju teže, a ne? In zdaj točno ta vprašanje, ki me res bi ti ga rada zastavila končno, kako recimo pri PMS-ju, ki imam jaz bi pojedla vse, kar vidim, in to cel teden ali pa 14 dni traja, kako si potem recimo res zaslužiš tisto čokolado in se ne kriviš, da bi slučajno se prekršila, a ne? Ja, tle imamo itak problem, da imamo že toliko nekih kolektivno nekih zgodbic, si naredimo vsem tam, ne tudi glede z vidika hujšanja. V bistvu, za moj pojem je hujšanje lih tako tabu tema, kot menstruacija, sicer malo drugačna. Pa zato tudi zelo dolgo nikoli nisem želela govoriti o hujšanju. Tudi zdaj bi sem prvič začela govoriti o hujšanju, ker vedno itak gledam celostno in ker hujšanje oziroma tako izguba ali pridobivanje teže je samo simptom, da se nekaj dogaja z našim telesom. Tako kot menstruacija v končni fazi, ne. Če vemo, da menstruacije par ciklov ni, pač bomo vedeli, da nekaj ni okej v telesu, ne. Medtem ko karkoli se spreminja z menstruacijo, spet so znaki, da nekaj ni okej oziroma da je treba biti na nekaj pozorna, ne. Isto bo nekaj je pri vseh fizičnih znakih in pri teži in pri vsemu. So pa tako, ko praviš ti pri PMS-ju, ko pač prijeta neka nujna želja, potreba po nečemu sladkemu ali pa kaj slanemu, vsaka ima neke drugačne čudne kombinacije tudi, ne. Tle pa dostikrat z vidika hormonov, ker se začnejo pač hormoni upadati proti času, ko gremo proti menstruaciji, pač na ovulaciji je vse, ne, na vrhu, estrogen, progesteron, to je žurka, mi smo cvetoče, žareče, wow. Pa začne to upadati dol in mi to zelo močno občutimo, ne, ker v bistvu so ta nihanja, ki ne pade tako direkt dol, ampak pač počasi se malo spušča, malo dviguje se tako, ne, po hribčkih gre, ne, dol in to je malo valovito. In ta potreba v bistvu je dostikrat tudi ni niti toliko povezana samo s fizičnim telesom, ampak recimo, če imaš takrat neko čustveno dogajanje, se pravi, da se ti z čustvi nekaj ful dogaja na drugih področjih, mogoče z možem, mogoče v službi, kjerkoli drugje. In če ti teh čustev ne uspeš sčistiti iz telesa, ne, če jih ne vem, stapkaš, če jih ne predihaš, če jih ne začutiš, pa dejansko zavestno spuščaš iz svojega telesa, pač ogromno tehnik načinov obstaja. In če ti nič ne narediš s temi čustvi, bo ta čustva pritisnila nekam, kamor je pač najlažje nekaj narediti, oziroma da bomo zapolnili tisto luknjo, ne, ker je treba tam, da se nekaj z njo ukvarjamo. In to je ponavadi hrana.
Ne, ker hrana je tak, v bistvu nekako smo sprogramirani ljudje, ne, da hrana je tista neka uteha, neka varnost, nek občutek domačnosti in predvsem sladka hrana. Ne. Ker naši možgani, sploh kadar so pod stresom, oni bi hoteli samo sladkor, ker rabijo samo sladkor. In kadar smo mi čustveno nekaj preobremenjene, to pač v času PMS-ja, ker nas ful stvari bolj trigirajo, ful nas bolj pač vsaka stvar zaboli, zmoti in tudi bolj smo pod stresom v tistem obdobju, iskreno. Ne. So naši tudi stresni hormoni višje. In takrat je pol pač avtomatsko, ja, nekaj grem pojesti sladkega. Ne. Ampak, tako se reka ti, težko je, da bomo rekli, da ok, zdaj pa ne bo slabe vesti, če smo celo življenje se teple po glavi, zaradi tega, ker smo pojedli tisti košček čokolade. In je to zavestno delo, ja, kakor vsaka stvar v življenju. Nič ni, ok, zdaj pa to enostavno se preklopilo, nekaj naredim, ne vem, neko čarobno tehniko in to. Ogromno pomaga, recimo, da tapkamo. Recimo, ena takih stvari je, kadar čutiš močno potrebo po sladkem, lahko recimo začneš samo dihati in tapkaš točko pod očmi, se pravi tukaj. Narediš en globok vdih, izdih. Potem greš na točko pri ključnici, tukaj tapkaš pod ključnico, spet vdih, izdih. In potem greš na točko pod pazduho, ki je tako od pazduhe 10 cm nižje, ne vem, kako bo videti. Tam imamo mi ženske modrc. In lahko ali tapkamo tako, ali pa tapkamo s celo roko. Ja? Se pravi, da v bistvu tapkaš ta del, spet vdih, izdih in spustiš. In opazuješ, kaj se v telesu dogaja. Ja? Ker vedno je to pomembno, da smo dejansko pozorni, da dejansko čutimo naše telo. To se reče tako SOS tapkanje, to je v bistvu za vse uporabno, karkoli se dogaja, ne? Ampak je zelo fajn, ker takrat, ko imamo PMS, ne vemo točno, ali smo jezne, ali smo sitne, ali smo žalostne, vse skupaj, ne? Vse en miks vsega čutimo. In zato je fajn, recimo, s tem načinom v bistvu tako spustimo, da gre kar ima zaiti, kar je zrelo, da gre odteče in pa bomo lažje zavestno se odločili, a zdaj sploh rabim ta košček čokolade ali je bilo nekaj drugega zadnji skrito. Da bi odgovorila. Ja, si mi. Se pravi, itak moramo gledati na to, da se sploh zavedamo problema in ga potem seveda spet smo natisnili, da potem dejansko potem rešujemo. In ker je velik tehnik in se jih posluževati in dejansko pol nekaj narediti na tem, ne samo. Točno to. Če ne prevzamemo kontrole in če, srček je priletel, kako lepo. Ja, evo, tako, no, da še vse, ko ste z nami v živo, če imate za podariti kakšno svojo zgodbo, glede menstruacije, glede vseh teh stvari, kar danes govorimo, dajte prosim napisati v komentar. Lahko napišete tudi, če imate kakšne mite pa tabuje, za katere, ne vem, verjamejo vaši domači ali pa ste vi mogoče verjeli vanje ali pa še verjamete. Če je karkoli takega povezano z menstruacijo, ki bi vam lahko danes mi podali tako malo drugačen, alternativen pogled na te stvari, dajte napisati komentarje, bomo ful vesele, da lahko res več govorimo o tej temi, da ne bo več tabu tema, da lahko greš na pijačo s prijateljico, pa se ne sekiraš ali nosiš, ne vem, skodelico ali pa recimo vložke ali karkoli imaš s sabo naskrito, ne, pod pazduho pa greš na WC ali pač rečeš, pač zdaj se zamenjati na WC, grem pač kakorkoli, pa se grem zdihteti, a pa javno, lepo lahko na glas govoriš o vseh teh procesih, ki se dogajajo, pa tudi na delovnem mestu rečeš, sorry, Manjolija, danes imam menstruacijo, pač danes sem pač rabim malo več cajta zase, rabim malo bolj drugačen tempo, ne? Da prevzamemo dejansko odgovornost za svoje telo in za svoje počutje. Okay? Tako da še enkrat povabljene lepo, da nam kaj osvetliste, mi bomo pa zdaj seveda še kaj posvetle z lučko, še nekakšna stvar, ne? Točno to. Kaj sem hotela reči, ne? Prejšnji, mislim, v sredo je bilo, ker smo imeli ta dogodek za si upaš biti to, kar si, ne? In to je res ena taka stvar, ki je vsak dan moramo delati na tem, ne? Ni zdaj, sploh podjetnice, ne? Se moramo vsak dan zavedati, da se moramo vsak dan motivirati, ker vsak dan kreiramo, kar pač skreiramo, ne? Ni zdaj to, da gremo v službo, ampak same si moramo narediti kreacijo te naše službice, kakor se temu reče. Ne? In moramo biti res dober, vedno pripravljene v dobrem čustvenem stanju, da lahko res pa primerno kreiramo. Zato smo takrat rekli 4 punce, 4 podjetnice, so se odločili, da bomo naredili skupaj en dogodek. In in bi vas v bistvu tudi povabila, da res lahko sokreiramo ta dogodek, da se dejansko podpremo, ker ženske smo res pomembne v tem segmentu, da se med sabo spoznavamo, podpremo in dejansko smo
vredne, no? Da se počutimo vredne med prijateljicami, med ženskami, no? Kakorkoli. V tem svetu, ko smo se toliko odmakane ena od druge, pa toliko se mi zdi, da se živi individualizirano življenje, preveč pozabljamo, da še ne toliko dolgo nazaj so ženske se zbirale ob ognjih, v krogih in so bile tam ena za drugo, pač če ne drugega, že samo energijsko so si držale prostor. In to je tista zdravilna vrednost vseh teh druženj, ki jih imamo ženske. Zakaj delamo te live, da se družimo ženske? Zato, ker je to ena moč kreacije, zato, ker lahko pol se širi ta energija, da je ok, da smo take, ko smo, da je ok in da lahko pokažemo pravo sebe ven. In tudi namen tega dogodka je dejansko, da bomo in mi in vi skupaj pokazali pač, bodi tu, kar si, kaj te briga, kar reče mama, tašča, mediji, ne vem, kdo še vse, pač bodi tu, kar si, ker samo eno življenje imamo, samo eno. V tej obliki. Večkrat se bomo vrnili, verjetno, če bomo neke stvari ne bomo počistili v tem življenju, ampak eno v tej obliki, v tem telesu in zakaj ne bi to maksimalno izkoristili? Zakaj čakati in čakati in čakati? In potem je življenje mimo in dan se zbudiš in rečeš, ko mi je žal, da nisem, ne vem, ko sem bila stara 20 let več potovala, pa da nisem, ko sem imela, ne vem, 15 let, da nisem bila bolj samozavestna glede svojega telesa in bla, 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 zmeri bo bilo to prisotno, ne? In to je namen tega dogodka, da se povežemo, da razbivamo mite in da govorimo o stvarih, ki se jih drugače ne govori, da začnemo govoriti to na glas, kot pač menstruacija del nas in tudi o tem bomo govorili in na dogodku in povsod zaradi tega, ker je pomembno se zavedamo, kakšno moč imamo v svojih rokah, ker menstruacija sama je pač, je portal. Je portal, ki nas praktično vsak mesec pelje v neko novo identiteto in če se mi tega zavedamo, je tako, wow, res, kako lahko to izkoristimo. Skratka, dogodek bo pa 23. maja, ker sem zdaj nisem povedala še datuma, 23. maja v Ljubljani. In če vas karkoli zanima, dajte pisati ali meni ali Mateji na privat, pa bomo vas usmerili, ki lahko kaj več zveste o njem, oziroma ki lahko kupite karte. Ker pač bo res eno ful fajn druženje, da smo lahko v živo potipale, ker pač sej so fajn te live, ne, ampak kaj pa je to, ko se lahko res objamaš v živo, začutiš energijo in ko se cel prostor, cela energija usmeri z enim namenom, biti vsak dan boljša verzija sebe. Mislim, to je to, ne rabimo več besed. Bravo, se ne mogla boljš povedati, ne? Pa da se v bistvu res vsakič znova nekako transformiramo in se počutimo vse najboljš, kar sprejete predvsem, ne? Ja. Tako da res rabimo te dogodke, se jih je velik, ampak res mora biti tudi pravilno vodeni, da se v bistvu v nas sami, ker smo velikih je, jaz sem ekstravertiran človek, kar mi ni noben problem, ampak velikih je introvertiranih, jih je pa treba voditi, da dajo kaj od sebe, a ne, da grejo tudi nekako iz cone obdobja in tukaj bi si želela, da je ta transformacija zares za vsakega, da gre v tisto pravo čustveno pozitivno stanje in to je to. Nimamo več kaj povedati. Ful dobro. Daj, Mateja, povej mi, kakšni so bili še kakšni miti pa taki tabuji glede menstruacije, ki so prišli v vaš nabiralnik? Kaj se je kaj odpiralo? Ja, meni je zanimivo to, da med menstruacijo ženske ne morejo opravljati določenih del. Ja, ta je res taka. Zanimiva. A ne? Ja. Mislim, tako bom rekla, ne, z vidika počitka je fajn, da ženska počiva ta dan, definitivno, vsaj prvi dan menstruacije, ker so tudi dokazi, da recimo ženske, ki prvi dan menstruacije počivamo, evo, jaz sem danes moj prvi dan menstruacije, sem celo dopoldne počivala do zdaj, zato da lahko zdaj dam kle svojo energijo ven, pa bomo šla tudi nazaj počivati, ker prvi dan menstruacije, če je počitek, je potem 20% več energije čez cel cikel. 20% energije ni tako malo. Pa tudi recimo skozi lastnih izkušenj opazujem, kadar sem res prvi dan, pa ne rabiš to si vzeti zdaj, ne, cel dan počitka, pa da cel dan ne delaš nič, pa ležiš na kavču, daleč od tega. Počitek v smislu, da daš to-do listo malo na stran, pa si vzameš res čas, da lahko fizično se malo sedeš, lahko meditiraš, lahko pogledaš kakšen film ali pa kakšno knjigo prebereš. Tiste stvari, ki so ti neka potrata časa ponavadi, pa si rečeš, nimam časa za to, ker imam pač preveč pomembne stvari. No ja, to je pač ta pomembna stvar, da si dejansko vzameš na ta dan počitek, ali je to pol urce, 1 ura, 5 minut, cel dan, kolikor čutiš, da ti pač dopušča življenje. Ne? Tako da to je zelo, zelo pomembno, da se vzameš za te stvari počitek. Ampak da pa drugi stvari ne moreš delati, ne vem, kakšne točno pravila ne moreš delati med menstruacijo. No? Mislim, jaz tako pač posodo lahko umivam, rolam lahko,
Jaz lahko vse. Ja. Ja, tako pač, kar razmišljam, ne vem. No. Nataša sprašuje, kako dolgo je treba tapkati, da je učinkovito? Dokler čutiš sprostitev v telesu. Aha, veš kaj zdaj ena stvar, meni sploh ne kaže na menih komentarjev. Aha, Očitno pol lahko, da ti vidiš pol komentarje. Dobro, ok. Aha, Dobro, pol boš ok. videla komentarje. Ja. Ja, tapkaš, dokler v bistvu ne čutiš sprostitve, jo začutiš. Recimo, če imaš neko ful, ne vem, nervozo, itek najbolj hitro recimo čutimo v telesu. Ne? Se pravi, če karkoli poveš za nekaj, da nam ni ok. In če se daš za sekundo v to, kaj čutim, kje čutim, fajn je občutke vedno definirati, kakšne barve so, kakšne oblike, kako jih jaz občutam v telesu, so v ramenu, so v glavi, kje so ti občutki. Ker poli, ko tapkamo, se pravi, ko stapkamo lahko eno rundo, če čutimo, da je še nekaj prisotno, gremo kar še naprej. Lahko tudi delamo kot eno mantro, pač lahko ne sam v bistvu delaš in greš sam skozi, dokaj se ne umiri in sprosti vse skupaj. Ne? Tako da, dokler ni unga občutka, ok, nekaj je sprostilo. Ali pa če začneš zehati, to je tudi znak, da se je nekaj sprostilo v telesu. Post-crossing je pa rekla, jaz se spomnim, kako je moja stara mama vedno rekla menstruaciji, da ima svoje stvari in se o tem ni smelo več govoriti. Tako da res super, da sveti ta luč na to tabu temo, čeprav je najbolj naravna. Ja, se mislim, da imamo vsi take izkušnje. Jaz tudi, da pri nas v družini, pač to je enostavno tema, o kateri se nismo pogovarjali. Se ne da bilo karkoli slabega od nje, ampak pač se enostavno nismo pogovarjali. In potem seveda pač razviješ nek čuden odnos do teh stvari. Ne veš, kaj je zdaj, zakaj ne govorimo o tem, ne? Ali je to pač nekaj slabo, ali je, ne veš, nekaj. Tako da res mislim, da je pač ja, v starih časih pač to niso vedeli in tudi naši starši so živeli v drugačnem svetu. Če pogledamo, ko šele zdaj se nekako odpirajo te stvari malo bolj, ne? Tako da mi orjemo ledino tukaj. Ja, res je. In tudi moramo ozavestiti tudi za naše zanamce oziroma mlade punce. Kot jaz sem že dosti ugotovila, da še vedno je menstruacija velik tabu tudi med mladimi. To je še vedno iz preteklosti ostalo. Tudi ne glede na to, koliko mi probamo ozaveščati, bo še vedno ta tabu ostal za nami. Seveda moramo prsep najprej razčistiti, pa potem lažje to spucamo. Ampak sama se tudi zelo trudim, da imamo te delavnice za prvo menstruacijo, da jih pripravimo in jim pripravimo tudi nek tak začeten paket. Seveda ni menstrualne skodelice noter, ampak so pa hlačke, pa so te pralni vložki, tako da je mečkam bolj sustainability. No? Tako, da tudi na to gledamo. Naučeni smo bili, pač obstajajo vložki, obstajajo tamponi, tle se pa konča, ne. Tako da zdaj mislim, da sploh tudi, da se pove pač, obstajajo tudi druge rešitve, ki so lahko bolj pač in prijetne za uporabo in hkrati bolj za okolje pač uporabne, ne. Tako da tle se mi sploh zdi fajn, ker res ogromno žensk še ne ve v bistvu teh stvari. Jaz tako iskreno sem začela, ne vem, mislim, da sem lani enkrat začela šele uporabljati hlačke menstrualne, ker v bistvu sploh ni prišlo moje polje zavedanja, da pač to obstaja. Oziroma nikoli nisem niti posvečena in pač enostavno nisem iskala nekih rešitev. Zdaj, ok, pač očitno smo obsojeni, ne, da bomo živeli na tak način, ne, kot smo bili prej. Točno to. Res vzameš v nek, pač tako je in nič ne more biti drugače. Jaz nisem takrat niti iskala rešitev, zato ker sem bila v nekem prepričanju, da je pač to tako. Če bi jaz kot mlada punca že začela iskati rešitve, saj takrat ni bilo Googla pa ChatGPT-ja, da ne bo pomote, ampak lahko bi si jo najdla, če bi si jo iskala. Sam, ker mama ni vedela, pa tudi nekako ti nisi vedel. Ampak kako si pa ti prišla, pač, da si pol odkrila enkrat to skodelico pa to? Kako je prišlo tvoje recimo polje? Kakšna je zgodba tega? Samo prijateljica je enkrat prišla do mene in rekla, veš, da to obstaja. Kaj? In ko sem videla, da to niti ni v Sloveniji, da je to znano že od 1930. leta, mislim, jaz sem prav jezna. Res, še danes prav čutim uno jezo, a res, 30 let sem se mogla boriti. Boljš. Sem se mogla boriti, in ko sem končno ugotovila, da nekaj obstaja, da si lahko pomagam, da res lahko grem v vodo, da grem lahko na dopust normalno, da ne prestavljam menstruacije, ker meni to še danes teče, to je tako res zapolnim tudi po 50 ml, to je res velik. Pač imam pač močno menstruacijo, po genih je tako, da kar teče.
In potem sem pa pač zavihala rokave in rekla, to jaz ne bom, mislim, ne dopuščam tega, da to ni v Sloveniji in sem pripeljala to nekako v Slovenijo, potem kasneje pa naredila svojo. Na koncu to sploh ni bilo tako težko, zato ker sem imela res uno vizijo. To je treba narediti. Kar je treba, res ni težko in zato potem pa se jaz ne rečem, da morate vsi uporabljati skodelico, čeprav je najboljša na svetu, ker je mehka, ker je udobna, ker je iz medicinskega silikona, ker dejansko deluje, a ne? Ampak ker ima toliko predsodkov sama skodelica, res ženske imajo, joj, kako mi jaz to noter dala, joj, kako mi jaz to v javnem WC-ju zamenjala, joj, kako pa jaz ne bom to, pa ne vem. Ja, tako kot tampon smo se tudi mogli naučiti noter dati, a ne? Če smo hoteli iti v vodo ali pa če smo hoteli, ne vem, jati na zabavo. In tako, no, da smo potem razvili še druge alternative, recimo, to je pač vložek, kar se ga vidi. In navaden vložek, ki pa zamenja une plastične, tole lepo se ga da na hlačke, a ne? Ampak je pa fajn, ker nima nobenega lepila noter, a ne? In nobenega, nič te ne moti, nobene une plastike ni noter in lepo dela kot navadne hlačke. Veš, tak dober občutek je, a ne? Bombaž. Ga daš proti in čau. Ja. Ali pa recimo, če nočeš tega, a ne, ker ti gre na živce, recimo, kakšnim gre na živce, imaš pa take hlačke, ki so pa čist dejansko tukaj vpijajo in od zadaj ne gre na riten graben in dejansko deluje tako najbolj za ponoč, res izvrstno. Ker ne rabiš nobenega vložka nič, a ne? Ali pa take, rešitev je krčte, res je ogromno rešitev. Pol so pa recimo še take hlačke, take sive, to so pa čist navadne, samo imajo še dodatno neprepustno plast, zato, da če imaš recimo ali vložek ali karkoli, da je tak backup, jaz temu rečem, tako, da ne pride do kakšnih štempilk in tudi tukaj imajo celo zaščito, a ne tlele, ki se prav vidi, da je šiv. Ali pa še take, evo. Te so za tvojo prvo čakro malo podpreti. Tako. Ampak kaj hočem reči, če sem na hitrco še je stvari. Na hitrco sem pokazala samo to, da veste, da obstajajo rešitve. Ne glede na to, a jih kupite tle ali kupite menstrualno skodelico, ampak da si lahko pomagate. Danes niso samo tisti plastični vložki, ki se ti pol prav odtisne tako na gor na sramne ustance in da vse pač smrdi, ko prideš iz WC-ja, ampak si res lahko pomagaš, no, tako, z drugimi res veliko rešitev. No. Tudi to recimo, nek sem imela ta smrad, pa to v bistvu v končni fazi z vložkom je problem to, ko so te kemikalije, ne, pa ko pride enkrat kri v stik s temi umetnimi materiali, pa zrakom, pa tisto zasmrdi, ne. Ko praviš pač, realna menstruacija ne smrdi, ne, ampak tista kombinacija, pa ja, to pa porata pa problem, ne. Ja. Tako da še enkrat danes z vsemi temi tehnologijami, ki jih imamo, pa ChatGPT, naprintamo si lahko lastno hišo, ni da ni, ne. Mi imamo še vedno une plastične vložke. Kao, to je pa to, a ne? Ja. Vse to, ampak če bi večkrat, ne, mogoče sem videla, ker je toliko ta tabu tema, da se niti med prijateljicami ne neki preveč pogovarjaš, ne, mislim, tako se je odvisno, kaj jaz pač s svojimi prijateljicami se pogovarjam o teh temah, ampak pač verjamem, da marsikdo se ne, ker pač če že doma ni bilo te pogovora o tem, tudi tisto ni bilo, ne, so pa, da bi tako nekdo javno govoril o menstruaciji, pa koliko je menstruacija cool in fajn, ne. Zdaj recimo sploh vidim to pač, če uporabljaš, bomo rekla, svoje telo, z vidika tudi tega, da ti menstruacija pove neke stvari o tebi, ne? Da recimo z uporabo menstrualne skodelice ali pa nekih hlačka, pa nekaj tazga naravnega, ti ne oviraš procesa menstruacije, ne? In gre ta menstruacija prosto ven in res lahko tudi, tako smo se prej pogovarjali, in zaznaš, kakšen je vonj in vidiš, če so kakšne spremembe, bilo kaj lahko se opaziš, če pač ima menstruacija prosto pot, ne? Da ti ne neki pač manevriraš, ne? Tako smo imeli zadnjič debato tamponov, koliko izsušujo nožnico, recimo, ne? Ker to pač nobena ne pomisli pol, aha, mogoče pa glivično vnetje lizarta, ker prepogosto uporabljam tampone, ne? Meni ti ne pove, ne, pač tam je škateljca v DM-u, kjerkoli pač, ko ga kupiš, in evo, to je to, ne, take on your own risk, ne.
Tako Ja, da več, ko se govori o teh stvarih, da je pač to čisto normalno in da je čisto ok. Tudi to, da se poudarja, da pač v tem času je čisto ok, če si damaš malo pauze in če si rečeš, jaz imam tako, jaz rečem, jaz imam Jolija. Danes je moj dan, jaz imam Jolija, danes je neka zjutraj pač in so bili otroci in mož. Moji otroci so še zelo majhni, ne, so 3 in 5 let stari, ampak sem rekla, pa mi je bilo že ono, pa ne vem, recimo prije kdaj hčerka zraven, tako, mama, kaj delaš, ko se preoblačim, pa umivam recimo spodnjice in to. In mi je bilo tako v štartu ful neprijetno, vse pa ne bom se s tako majhnimi otroci pogovarjala. In pa sem tako, zakaj ne? Če ji bo zdaj naravno in če bo zdaj ona videla svojo mamo, ko pač je ob menstruaciji, pač si zna vzeti čas za počitek, zna izraziti svoje želje in zna v bistvu poskrbeti za svojo higieno in vse stvari. Ja, pa kako lahko drugače bolj pokažem, jo bolj podprem za naprej v življenju. Ne? In to je v bistvu, ne moramo pričakovati, da bojo naše hčerke, tudi če so že starejše, če imajo že menstruacijo, ne moramo pričakovati, da bojo one same iskale neke rešitve, če je nas strah, če si mi ne upamo, ne, valjda se bo to preneslo vse naprej. In problem je, da se ne zavedamo, da tudi vse te boleče menstruacije, to je nesprejemanje ženskega telesa in te boleče menstruacije kaže, da na neki ravni mi nečesa ne sprejemamo. Lahko je to zelo globoko zakoreninjeno, lahko je tako, ko praviš ti neke kolektivne travme še iz preteklosti ali pa ne, neki vzorci še davno, davno nazaj. Ampak to se vse prenaša naprej. Če mi ne pri sebi razčistimo, če imamo mi boleče menstruacije, če imamo mi težave, da imamo ful hude PMS-je, pa ful hude stvari, ki se ne rešujejo, ko vidimo, da je stalno na telo nekaj kaže, nekaj ne okej, pa se bo to neslo naprej. Ne? In kakšen svet želimo pustiti našim hčerkam, našim nečakinjam, vnukinjam, komorkoli. Ne? Pač nismo samo mi, mi moramo poskrbeti zase, ja, ampak s tem poskrbimo tudi za vse tiste za nami. Ne bomo šli in iskali rešitev za hčerko, ko jo bolijo menstruacije ali pa ne vem, bo imela neke težave z menstruacijo in pa mi ne bomo hoteli pri sebi nič pogledati. Ne? Vedno moramo poskrbeti in zase in potem gre naprej. Nataša še sprašuje Mateja, za dame, ki nimajo več menstruacije, imajo pa mogoče uhajanje urina, saj zanje so to tudi te hlačke super. Ja, so super, ampak niso tako kot plenice, no? So pa za tisto kratko, na hitrco, če slučajno kihneš, pa mal ti spodleti. Drugače pa tam nekje 40-50 ml bojo upile, več pa že tudi hlačke ne morejo toliko veliko pita. Pa Nataša, še ena Nataša, ima pa vprašanje glede hlačk, na koliko časa je potrebno menjava. Menjava hlačk je odvisno od moči menstruacije in pa kako se v bistvu takrat počutiš. Zdaj, tako kot zamenjaš vložek, moraš zamenjati tudi hlačke. In jaz mislim, da te hlačke so najboljše tako za ponoč. Zato, ker ne gre na rjuhe. In tam se najbolj, res, to skoraj vsaka bi jih mogla imeti takole malo za ponoč. Ja, imam vložek. Čez dan, recimo, so tudi hlačke, se mi zdi super, ki dlje zdrži kot vložek. Tako saj iz mojih izkušenj, recimo, ker nimam tako močne menstruacije, pač vložek bi verjetno čisto vsakič, ko sem šla recimo na WC zamenjala, že saj iz onega občutka, pač, ker mi nekaj ni bilo okej. Medtem ko pri hlačkah ni recimo tega izrazitega vonja ali pa kakršnekoli težav in v takem primeru recimo tudi zdržijo dlje pod, ne, pač ne rabiš jih na vsako 1 uro, 2 ure menjevati, ne. No, evo, super. In pa še Nataša ima vložek na tak način in je zakon. In to je res. Najprej sem se ga, da jaz čisto po pravici povem, jaz sem se tega malo bala, pa dobro, pa ne bom zdaj imela vložka, pa ga bom pol tam v torbico dala, pa tako naprej. Ampak ne, ko vidiš, koliko fajn je to, ga daš tudi v torbico na konc. Vse so pol še take le torbice pridajo, ki si jih lahko daš potem noter, da si jih zapreš takole. Vsega ima, danes je vsega. Točno to, v bistvu. Če si pripravljen na spremembo in če ti, pač valjda v štartu bo neprijetno, ker nisi sigurna vase, nisi sigurna, kako bo delovalo, ali bo spuščalo, ali ne bo spuščalo, ali boš lahko vzela skodelico ven ali ne, valjda pač bo to prisotno. Ampak če si pripravljena najdeti rešitev, vedno se najde, ne? In je sam na temu, da pač poskusiš v bistvu nekaj novega, ne. So mogoče še kakšne komentarje? Gledam, pa imam na telefonu to in je tako zoprna reč. Ampak mislim, da sem vse prebrala. Če pa nisem, pa lepo prosim, še enkrat, se od glave, od viška ne boli druženje v živo. Tako. Mogoče še kakšen tak mit ali kakšna taka tabu tema še, ki je nisem obdelala, se ti zdi, da še kakšna taka ostala odprta?
Ja, to, da je, sej res, da je, jaz recimo takole, kaj govorim na TikToku, a ne, to je noro, kakšne negativne komentarje jaz dobivam, ne. Res. Ja. In pa si vedno znova si rečem, wow, v bistvu, koliko dobro zdržim, ne, koliko sem res v tistem, koliko sem res upam biti to, kar sem, no. Tako res se ne delam, no. Ker moram te negativne komentarje kar dobro predelati, ker to je še vedno res neverjetno, kakšen tabu. Res. Recimo, kakšne komentarji pridejo? Kaj ljudem je toliko sporno, recimo, glede vsega tega? Je tudi psovke, take kar močne, ampak potem ko sem malo bolj razčlenila vse skupaj, je dostikrat se počutijo, kakor da najbolj taka močna je recimo, kaj jaz govorim to na TikToku, če so tam otroci, ne, in jih želijo zaščititi, razumeš? Oj. Otroke želijo zaščititi pred takim kontentom, ki ga pač jaz objavljam, ki je seveda, ne. Vzdrževalni, ja. Ja. To je. Ja, ne, to je v bistvu pač to, ko smo govorili. Več, ko se bo o tem govorilo, pač seveda pritisnjeno bo na vse tiste gumbe in vse tiste triggerje, ki jih imajo ljudje v sebi, definitivno, ampak to, ne, še enkrat mogoče, če se kjera, tudi znajde podobni logiko Mateja. Občutki so samo naša odgovornost, ne, Mateja, samo naša so in karkoli se nekomu sproži ob tem, kar mi nekaj naredimo, to ni naša odgovornost. Pač tako je, ne. Ti ne moreš pač s tistim videom, nisi pač nekomu dala tisti video, ne vem, nisi dala občutek, da mu je neprijetno v menstruaciji pač v njega noter žlico ali pa ne vem, kakorkoli, ne. Pač njemu se je sprožil nekaj, ki je povezal z njegovo rano, z njegovo travmo, verjetno ženskami, ne govorim njegovo, ampak verjetno njeno, ne. Tako da. No, so tudi fantje, so tudi fantje. Ja, pač oni imajo svoje rane, ne, pa svoje stvari. Tako da ja, tule pomembno, da se zavedamo, da pač moramo delati vedno v najvišje dobro zase in pač za tisto, kar mi verjamemo, da bo pomagalo svetu in tle mislim, da je največ, kar lahko naredimo, ne, da damo sebe, tako kot praviš ti, avtentično in tukaj ti definitivno si in mi je res čas, da se lahko mi da pogovarjava, itek mi da imamo že tako polno debat vedno na to temo, ampak da lahko mogoče še deliva del najnega pogovora tako javno, da lahko še do koga pride, pa da mogoče nekomu malček drugače osvetljiva to tematiko, no, tako. Ja, kako se tle srček stisne. Ne vem, kaj meni kaže, tako se neke čudne znake. Nataša prav, Mateja Carica si za TikTok. Hvala, Nataša. Evo srček. Dobro. Super, koliko imamo še časa? Jaz mislim, da smo že kar prišle proti koncu. Kar že govoriva. Že 40 minut. Tako da, če bi mogoče bilo še kakšno vprašanje, kaj tazga še za odgovoriti, drugače pa mi da počasi kar zaključile. Definitivno bo še kakšen ta pogovor na to tematiko, ne, ker mislim, da tukaj so zdaj šele malo postrgale po površini, definitivno se marsikaj v globino še spustimo, pa sigurno bojo tudi kakšne zelo zanimive stvari prišle ven z najine strani, to tudi obe že čutava. Tako da, če bo kakršnokoli vprašanje, nam lahko tudi naknadno, tiste, ko ste gledali ta posnetek, ker vem, da taka ura, da marsikaj bo gledal to posnetko, dajte nam napisati, lahko spodaj v komentarje, ali pa napišete privat Mateji ali pa meni, itek profili so označeni, tako da dajmo govoriti o tem, dajmo govoriti, pa vzeti to v moč, ja, ker to je naša moč, naša menstruacija, naš cikel. Mi ženske imamo to moč kreacije in to moramo izkoristiti. In pač z namenom, vsaka faza ima svoje pluse, svoje minuse in dajmo se zavedati tudi tistih plusov, ne samo tistih minusov. Ja, pa dajte si v koledar 23.5. Da se še bolj zbustamo do konca. Da uživo res podpremo, objamemo in da skreiramo skratka neko novo stvar, neko novo energijo, ki bo šla v svet in ki bo spreminjala malo po malo, ne, ripple efekt bo šlo naprej in spreminjala svet na boljše. Mateja, bi mogoče še kaj hotela dodati? Še kakšno poslovilno misel? Ne, res, hvala ti za tole, ker sem se imela prav fajn. Pa upam, da še kaj ponoviva, res, ker jaz sem se prav na kratko zdaj držala, ker sem vedela, da se nama zna zgoditi v 2 ure, pa nimamo cajta, tako da, pa kdo nas bo gledal tog cajta.
Večkrat pomalo, ne? Bo bolj zanimivo. Ja, točno to. Tako, jaz se zelo, zelo zahvaljujem vsaki, ki je pogledala ta video ali v živo ali v posnetku in upam, da ste odnesli čim več, kar ste pač prišli iskat. Sigurno to, kar sem videla govorila, je prišlo z namenom točno tu ven in nekaj drugega, zaradi tega, ker ste verjetno to mogli slišati. Tako da jaz vam želim en krasen, krasen lep dan, dajte ga uživati maksimalno in se definitivno še kmalo kaj slišimo. Čau, čau! Čau, uživat!